Besedo ima dr. Tadej Kotnik, izvolite. Torej, lep pozdrav vsem. Skoraj vse razprave na to temo se začnejo z vprašanjem motiva. Osebno menim, da gre pretežno za verigo nekih slabo premišljenih, slabo usklajenih odločitev. Vsaka je utesnila manevrski prostor za naslednjo, vsak naslednji člen verige je zato vedno bolj pel v slabo smer in danes imamo to vsejo. 3 uvodna pojasnila, ker se mnogi mediji napačno sklicujejo na. Prvič pišejo, BS je vsega kriva. BS je zadnji člen verige. Po MF, takratni vladi, poslancih takratne koalicije, če ti ne bi ustvarili prejšnjih členov verige, te verige ne bi bilo. Bom to natančno opisal, če mi date 15 minut. Drugič, piše se, Jazbec je kriv. Ampak v BS je tako, da tudi recimo njihova pravna služba ima zelo močna samostojna pooblastila. Celo vrsto spornih odločb je sprejela sama, kot odgovorna oseba jih je podpisala direktorica Jasna Iskra, take so šle iz hiše, take so veljavne. Tretjič, piše se o ponarejanju, tega izraza nisem nikoli uporabil, to je po KZ1 kaznivo dejanje, moj vir je uporabljal izraz potvarjanje oziroma prirejanje. Tega v KZ1 ni, je blažja oblika. To za začetek, zdaj pa gremo k tej verigi. Da ne bom predolg, bom opisoval NLB, pri ostalih bankah je bilo podobno. Slovenija je priglasitev pomoči NLB začela 7. januarja 2013. Bistveni sestavni del take priglasitve je načrt prestrukturiranja. Z MF so tega poslali 25. marca in potem kar dolgo čakali, več mesecev ni bilo odziva EK. 1. augusta 2014 je EK objavila sporočilo, da mora pri državni pomoči bankam priti do porazdelitve bremen, burden sharing, ki lahko ima 3 oblike. Delni odpis, pretvorbo terjatev v delnice, v skrajnem primeru izbris. Izrecno so dopuščene tudi izjeme. 4. septembra 2013 je uradnik EK Frank Dupont, član pododdelka C5, oddelka C Direktorata za konkurenco EK, državnemu sekretarju MF magistru Miti Mavku sporočil, predsedujoči, če lahko vložim to kot dokument. Mi nismo preiskovalna komisija, tako da lahko sporočil, da pri NLB zahtevajo okrepljeno porazdelitev bremen, enhanced burden sharing na hibridne instrumente NLB. To je bila koda. Sporočilo EK govori o porazdelitvi bremen, ampak nikjer o okrepljeni porazdelitvi bremen. Je pa jasno, da je najbolj okrepljen od teh ukrepov pač izbris. Da je bil to dejanski pomen te kode je očitno, tudi z MF in BS so že velikokrat poudarjali, da je bil zahtevan izbris, ampak ne vam to uradno potrdi magister Mavko, lahko potrdi magister Tomaž Čemažar z BS, lahko potrdi dr. Matija Damjan z Inštituta za primerjalno pravo, je tudi sodeloval v nekaj teh razpravah z EK. Z MF bi takrat lahko ugovarjali pred EK, da se je postopek začel pred 1. augustom 2013, že 7. januarja, in da se zato sporočilo zanj ne uporablja. To so storili Avstrijci pri Hipu, Italijani pri Monte dei Paschi, na MF so na zahtevo uradnika EK so jo sprejeli in so v načrt 13. septembra 2013 vključili izbris hibridov. To razberemo iz naslednjega Dupontovega dopisa, uradno 16. septembra 2013, pohvali Mavkovo odločitev, da je 3 dni prej v načrt prestrukturiranja NLB vključil izbris hibridnih obveznic. Tudi ta dopis imam. S tem je bil sklenjen prvi člen te verige, ker to je pomenilo zavezo MF, da bo kapital NLB zračunan za negativnega. Čeprav ga sploh še niso začeli računati, še več, niti presečen datum za ta izračun še ni nastopil. Samo pri negativnem kapitalu je namreč mogoče izbrisati najprej delnice banke, kar je potreben pogoj, da se lahko potem poseže v hibridne obveznice. Skratka, dana je bila zaveza, da bo kapital NLB 30. septembra 2013 negativen, čeprav je 30. junija po mednarodnih računovodskih standardih MRS znašel plus 972 milijonov evrov. Za vaš pogled, kdaj je bila ta zaveza upisana v delovnik, kdaj je uradno vloženi načrt prestrukturiranja, predlagam, da DZ od MF zahteva vse različice tega načrta, med 25. marcem 2013 vključno in 9. decembrom 2013 vključno. Tudi neuradne delovne različice, ki so si jih izmenjevali uradniki MF in EK, vam bom dal njihova vsa imena, e-naslove, lahko pogledate, kako so se v priponkah te e-pošte zaveze spreminjale. Mogoče je smiselno, da to neodvisno poskusite dobiti še od EK, da ne bi kje izginilo. Že omenjeni odgovor Duponta z 16. septembra 2013 vsebuje po izraženem zadovoljstvu, da je obljubljen izbris hibridov, pričakovanje, da se bo izbrisalo še podrejene obveznice, tudi NLB 26, ki so jih ponujali na oknicih. To je huda samovolja nižjega uradnika EK. Z MF bi moral takratni minister, dr. Uroš Čufer, kot odgovorni protestirati pri uradniku EK enakega ranga, konkretno komisarju za konkurenco Joaquinu Almuniji.
Za še ta izbris bi moral pa biti kapital NLB bolj negativen od minus 115 milijonov evrov. Drugač bi z izbrisom vseh hibridov kapital postal pozitiven in se v podrejene obveznice, ki je naslednji red kvalificiranih obveznosti, tudi NLB 26, ne bi smelo posegati. To lahko potrdijo prisotni MFBS, to je jasno tudi iz določil za BAN1. Tudi na to zaostreno zahtevo so na MF na to pristali in so v naslednjo delovno različico načrta prestrukturiranja vključili zavezo izbrisa tudi na LB 26. S tem so vključili zavezo, da bo kapital zračunan za negativnega vsaj minus 115 milijonov evrov. Spet pisno, uradno, še preden so karkoli sploh začeli računati. To je bil drugi člen te verige. Tudi to boste razvideli, če boste primerjali zaporedne načrte prestrukturiranja, take predlagam, da jih res pridobite tudi delovne različice, ki so z MF šli na EK in nazaj. Poskusite jih dobiti tudi neodvisno od EK. Zdaj pridemo do tretjega člena v tej verigi. Pisanje zakona, ki je sploh omogočil izbrise. Prvi poln predlog je nastal 19. septembra 2013. Dikcija iz sporočila EK, ki se glasi konverzija ali odpis, se je spremenila v odpis ali konverzija, torej šel odpis na prvo mesto. Na ta predlog zakona je MF pridobil 3 pravna mnenja, pravne pisarne ZBS, AZN in ATVP. Vsa 3 mnenja dobite pri MF, lahko vam jih dam pa tudi jaz. Vsa 3 so se strinjala, da je ta zakon, po mnenju njihovih pravnikov, protiustaven. Kljub temu je MF predlog zakona posredoval vladi, 25. septembra 2013 je bil sklenjen ta 3. člen verige. Vlada je bila že seznanjena še z 2 mnenjema, Inštitut za primerjalno pravo je ocenil, da bi bil poseg v NLB 26 konkretno protiustaven. Pisarna Clifford Chance, največja v EU za bančno pravo, dežurna svetovalka ECB, je ocenila, uradno pisno, da bi kršil tudi mednarodno bančno pravo. Vlada je kljub temu 10. oktobra 2013 potrdila ta predlog zakona, prejšnjo dikcijo predtem je pa odpis ali konverzija zamenjala za prenehanje ali konverzije. In je sklenila 4. člen te verige. Predlog je šel v DZ, tu se prvič neposredno omenja vloga BS, na 21. redni seji OFMP 23. oktobra 2013 je magister Mavko povedal, najprej, da so negativna pravna mnenja vsa v zmoti, da je taka praksa že na Nizozemskem v banki SNS Real, da so zbrisali podrejene obveznice in je zamolčil, da so že 11. junija 2013, 3 mesece in pol pred tem, ko je tu pričal, imetnike poplačali temu celoti. Torej gre najmanj za zavajanje poslancev. Ampak, če se vrnem k BS, magister Mavko uradno pove z magnetograma. Popolnoma jasno je, da je predlog zakona nastajal v sodelovanju med MF in BS. Poslanci DZ so glasovali o tem zakonu 29. oktobra 2013. Predtem jim je državna sekretarka MF, magistra Mateja Vraničar, zagotovila, spet magnetograma, da je bil izbris že v Španiji, na Cipru in na Nizozemskem. To je neresnica. Tudi guverner jo je v sredo glede Cipra 2-krat ponovil. Mogoče ne hote, ampak tam so tako obveznice kot depozite BOC, presežke 50% nad 100.000 evri, vse so pretvorili v delnice. Nič ni bilo izbrisa. V Španiji so podrejenim obveznicam z dospetjem odpisali manj kot čestinko, 11 in 15%. Na Nizozemskem sem pa že povedal, na koncu so vse dobili, že 3 mesece prednje Vraničarjeva to govorila, torej tudi Vraničarjeva je 3-krat glede 3 držav zavajala. Koalicija je soglasno sprejela ta predlog, opozicija je bila vsa proti, ampak s tem 5. člen še ni bil sklenjen te verige, ker je še pravna služba DS potem podala še svoje mnenje, da je ta zakon protiustaven. In je DS izglasoval na ta zakon veto. Gremo nazaj v DZ, poslance je spet o nespornosti tega zakona prepričevala magister Vraničarjeva, spet so bili samo koalicijski poslanci za, vsi ostali so bili proti, zakon je bil sprejet 14. začel veljati 23. novembra 2013, 5. člen te verige. Potem so se na BS in MF do 18. decembra čakali so na dovoljenje EK za državno pomoč, tako dovoljenje velja samo, če so ukrepi iz načrta prestrukturiranja izvršeni. In v tem načrtu je bilo, smo že govorili, uradno obljubljeno, da bojo izbrisane tako vse hibridne kot vse podrejene obveznice NLB. Torej, da bo kapital NLB prepoznan za negativnega vsaj minus 115 milijonov evrov. Čeprav izračunov sploh še ni bilo, sploh se začeli še niso izvajati. Zdaj se zatrjuje, da BS ni imela nobenega vpliva na metodologijo tujih ocenjevalcev. Ampak takrat je guverner javno govoril precej drugače, 7. novembra 2013 za RTV Slovenija, citiram: metodologija in predpostavke za izdelavo testov bančnega sistema so stvar vsakodnevnih pogajanj in usklajevanj, ki na BS trajajo že od avgusta. 4 mesece so se torej na BS pogajali in usklajevali metodologijo. Tako metodologijo, ki je na koncu dala negativen kapital pri vseh bankah, ki so jih obravnavali in je tako omogočila povsod izbris.
Kako gre to skupaj z zdajšnjim zatrjevanjem, da BS ni mogla nič vplivati na to metodologijo, ki naj bi bila enotna vsa v EU? Kaj so potem pogajali, usklajevali 4 mesece? In tudi trditve, da naj bi bili stresni testi ECB oktobra lani enaki za vse, je neresnična. Celo v posamezni državi so ene banke vrednotili statično, druge dinamično, s svežimi osveženimi podatki, recimo v Belgiji 3-3. Scenariji so bili ločeni po državah in prav za Slovenijo zdaj za 2014 že vemo zagotovo, daleč najbolj zgrešeni navzdol. 2-krat bolj kot pri katerikoli drugi državi, če izrazimo odstotnih točk odstopanja dejanskega BDP od tistega, ki je bil predviden v stresnem testu. In BS ni ugovarjala, ni predlagala, po mojem vedenju, prehoda na dinamično vrednotenje. Meni znanci z ECB rekel, kdorkoli ga je zahteval, smo mu ga odobrili. Kdo se tu spreneveda? Jaz ne vem. En od mojih virov iz BS mi je 28. oktobra 2013 povedal, citiram, metodologijo dogovarjamo vsak dan. Iz EK pa kar pritiskajo in ne bojo spustili skozi, če kapital ne bo povsod negativen in če ne bo povsod izbrisa. Konec citata. Za dokaz predlagam, da Državni zbor ali pa morebitna preiskovalna komisija pridobi datoteke takratnih vrednotenj, stresnih testov in AQR z izračuni kapitala tako za delujoče kot nedelujoče podjetje, pridobite zaporedne delovne različice teh datotek, kako so se spreminjale med 15. avgustom 2013, 12. decembrom 2013, vključno. Zdaj, morda bo BS trdila, da te vmesne datoteke ne obstajajo, da so kapital zračunali samo enkrat 12. decembra 2013, ampak to ni res. Vsaj 2 meseca so zaganjali te simulacije, spreminjali dnevno slabilne količnike po različnih postavkah aktive. Zato še enkrat, pridobite te umestne podatke, umestne datoteke od BS, pridobite jih neodvisno od ocenjevalcev samih, najbolj bi bilo kar takoj. Še enkrat citiram guvernerja. Metodologija in predpostavke so stvar vsakodnevnih pogajanj in usklajevanj. In ta usklajevanja, če sem zdaj zelo konkreten, so potekala do 9. decembra dopoldne. Takrat so kot zadnjo dorekli še vrednost enega od kapitalskih blažilnikov, spremenili so ga za več 100 milijonov evrov. To je bil dogovor tistega dne sklenjen med BS in ocenjevalci. Preverite še to pri BS, kot dodaten dokaz, da je imela BS dejansko velik vpliv na metodologijo in jo je 9. decembra dopoldan tudi izdatno spremenila. S tem je bil sklenjen 6. člen te verige, torej z izdelavo dokončne metodologije po 4 mesecih vsakodnevnih pogajanj in usklajevanj so družbe Deloitte, Roland Berger, Ernst & Young, Oliver Wyman zagnale še zadnji krog izračunov 12. decembra 2013 in pri vseh bankah ugotovile dovolj negativen kapital, tu zdaj kroži neka taka grafična, za izbris vseh podrejenih obveznic, vseh redov, povsod v ostrem kontrastu z močno pozitivnimi kapitali po MRS, ki so jih na isti dan poročale te banke. Vse to, ker je bila obljuba v načrtih prestrukturiranja že dana in je zato morala biti izpolnjena, ker je bila zapisana. Dne 17. ali 18. decembra 2013, ne vem, kateri dan je pravi, BS s tajnimi odločbami izvrši izbrise, sklenjen je še zadnji 7. člen te verige, poti nazaj ni več. 16. decembra 2014 še pri banki Celje. Odločbe o izbrisu so tajne in tako sploh ne veš, kaj in kako spodbijati, zato da poteče 8 dni za registrski spor, poteče 15 dni za spor po ZBAN1, 30 dni za spor po ZUS, 60 dni za ustavno pritožbo, še vedno so tajne, za vsak primer, če bi se kdo še kaj spomnil, dokler ne pricurljajo v javnost, mimo uradnih poti, šele potem jih objavi tudi BS, razkrite s številkami. In šele takrat izvemo te diskrepance. Vprašanje, kdaj bi jih, če ne bi curljale, pravna direktorica BS, gospa Jasna Iskra, je pred prvim izcurljanjem 2 različnima mojima viroma zelo vzvišeno rekla, da tega ne bosta dobila nikoli. Če DZ želi, lahko o tem priča Boštjan Troha, Neubergerjeva 4 Ljubljana, ki mu je gospa Iskra to povedala po uradni telefonski liniji BS 5. marca 2014 ob 9:42. Verjetno lahko pridobite tudi posnetek, ker BS te pogovore snema. Zdaj pa čisto za konc. Mnogi zdaj zahtevajo neke odstope ali pa celo kazenski pregon. Jaz ne zahtevam tega, jaz ne pričakujem tega. Guverner stalno poziva, naj pustimo presojo sodiščem in jaz se strinjam. Ampak naj BS predoči vse izračune, vse metodologije, tako umestne kot končno, od avgusta 2013 do decembra 2013, da bo razvidno, kako so se spreminjali izračuni vseh teh bilančnih podatkov. Veste, kako izgleda bilanca, 2 strani, vse te postavke, vključno s kapitalom, ki je potem izračunan iz vseh teh ostalih postavk. In na osnovi teh podatkov naj pa potem res sodišče presodi, a je šlo v teh 4-mesečnih pogajanjih in usklajevanjih, kot ocenjuje eden mojih virov BS, za potvarjanje preko meje pravnega, ali je šlo pa zgolj za prilagajanje znotraj pravnega.
Hvala za pozornost. Hvala vam. Gospa Alenka Bratušek, izvolite, razpravo imate. Bom začela z vprašanjem za gospoda Kotnika. Kaj bi se v Sloveniji naredilo z slovenskimi bankami, če jih takrat ne bi z davkoplačevalskim denarjem dokapitalizirali? Jaz lahko povem, da bi šle v stečaj in kaj bi se zgodilo z lastniki podrejenih obveznic, če bi banke šle v stečaj? Izgubili bi vse. Ampak želim slišati to od vas, če te trditve držijo. Najprej odgovarjam magister Bratuškovi. Prvič, lahko bi odgovoril kar z vprašanjem nazaj, ker to stalno strašenje je bilo tudi takrat osnovni pristop vaše vlade, ko ste te stvari uveljavljali. Če ne bo po naše, bo stečaj, bo propad Slovenije. Povejte mi eno največjo banko v državi članici EU, kadarkoli v zgodovini EU, za katero bi EK zahtevala stečaj. No, ampak privzemimo, da bi to zahtevali. Recimo, potem naslednje vprašanje je, na osnovi katerega pravnega akta EU bi EK to lahko zahtevala. Zahtevala stečaj. Če damo denar sami, drugot ima vzvod pri tistih, ki prejemajo finančno pomoč trojke. Za neupoštevanje sporočila EK, torej, če bi mi takrat dokapitalizirali banke, zato ne bi dobili dovoljenja EK oziroma bi EK izdala zavrnilno mnenje. EK nima pravne osnove zahtevati stečaj, to pri nas sodišča zahteva, sodišča imajo to pravno pooblastilo. Lahko sproži tožbo pred sodiščem EU v Luksemburgu, če bi jo hipotetično dobila, bi morala Slovenija plačati. Ta pogovor sva imela z magister Čemažarjem z BS 26. februarja 2014 ob 17:30 in sva prišla skupaj do tega. Največ 51 milijonov evrov v najslabšem primeru, če bi izgubili. Ampak celotna sodna praksa sodišča EU pove, da še nikoli ni ugodila tožbi EK zaradi nespoštovanja smernic. Zdaj, če pogledamo mi pogodbo o delovanju EU, postane zelo jasno, zakaj. 288. člen pogodbe o delovanju se imenuje pravni akti EU. In te pravni akti, tako se glasi. Zdaj, pravni akti EU so uredba, direktiva, sklep, priporočilo in mnenje. Potem pa naprej navaja, direktiva, uredba, sklep so zavezujoči, priporočila in mnenja niso zavezujoča. Sporočila, communication, sploh ni v tem seznamu. Prosim, če me poslušate, zdaj pa vam odgovarjam. Ne odgovarjate na vprašanje. Kako? Lejte, gremo naprej. V uradnem listu EU se sporočila sploh ne objavljajo v sklopu L, kjer so pravni akti, objavljajo se v C. In če gremo pa vseeno tako, EK je 3-krat doslej probala, meni ni znano zakaj, ampak je probala tožiti članico zaradi nespoštovanja sporočila. In vsakič je zgubila tako, da jo je sodišče EU podučilo, da sporočila niso pravna mnenja. So zgolj usmeritve za dobro prakso. Pogledate lahko pravilne številke teh sklepov, en je C7006 proti Portugalski, v paragrafu 34 je to zapisano, drugi je C369/07 proti Grčiji, paragraf 112, tretji je C270/11 proti Švedski, paragraf 41. Zdaj, da ne bi jaz tukaj preveč modroval. Jaz sem vse to sporočal takrat tudi vam še v teku teh priprav, je bilo čisto zignorirano, noben ga ni preveč zanimalo, ta dejstva. Ampak repliko dolgujem tudi gospodu Dragonji. Lejte, zanika je rekel, da je obljuba MF bila, da bo kapital izračunan za negativnega, da je bila to prava zaveza. Ampak gospod Dragonja, MF je na ustavno sodišče 4. februarja lani vložilo te dopise med magistrom Mavkom pa gospodom Dupontom kot dokaz, da je EK zahtevala izbris in da ste ga zato morali sprejeti. Tako da jaz zdaj tega ne razumem. Replika dr. Jazbecu. Po likvidacijski vrednosti je treba računati zato, ker ste tako pač zapisali v ZBAN-1. Jaz sem pregledal zdaj cele smernice, sklicevanja na likvidacijsko vrednost, nikjer v njih ni sporočilo, se opravičujem, sporočilo z 1. avgusta, nikjer ni omenjeno, da bi bilo potrebno po likvidacijski vrednosti računati. Tako je zapisano v našem zakonu in se mislim, da lahko to odkrito. Midva sva imela svoj čas pogovor, kjer sva prišla do tega, da smo ta zakon res napisali, jaz ker v prvi osebi govorim, čeprav nisem imel nič z njim. Ampak v Sloveniji smo ga tako napisali, da dejansko nič drugega kot izbris sploh ne more biti. Pa bi prosil, če to potrdite. Da sva takrat pogovarjala, sva prišla do tega. Hvala. Odgovor gospodu Kotniku. Večkrat sva govorila in večkrat, če dovoliš, se lahko tudi tikava, tako kot se vedno tikava, sva razpravljala o veliko stvareh in ti si danes nekajkrat citiral dejansko
verjetno si prebral iz poročil, kaj tekla tema pogovora. In jaz sem ti 17. aprila 2014 odpisal, Tadej, midva sva uradno v pravnem postopku, zato bom nehal komunicirati s tabo, ker ti ne zaupam. Lep pozdrav, Boštjan. Ne vem, če je sporočilo lahko uporabljeno kot dokaz, ker se sporočila da tudi prirediti in ponarediti, ampak to je vse, kar imam. Zaradi tega lahko pritrdim, da sva govorila tudi o tem, kar si me vprašal. Kar pa zadeva vprašanje dostopnosti do podatkov, kot jih omenjate, spoštovani guverner, pa samo toliko. Te so v seveda internem delu in nismo imeli nikakršnega dostopa do te možnosti za točno, čisto pravno opredelitev in terminologijo, samo prosim besedo. Če dovolite. Ministrstvo, se opravičujem, Ministrstvo za finance in Banka Slovenije sta zahtevala, da se vsi dokumenti dajo kot zaupni in se oblikuje pred Ustavnim sodiščem interni del spisa. Mi smo 30.5.2014 podali prošnjo za vpogled in Ustavno sodišče je samo delno ugodilo prošnji, kar pa pomeni, da mogoče vaša neodvisna pravna služba je zahtevala kot zaupno v nasprotju z zakonom, ker je samo Ustavno sodišče že določene dokumente sprostilo in sedaj torej še vedno ne vemo, kateri je tisti del internega dela spisa in kaj se tam nahaja. Hvala.